Ema, tale film te je našel, čeprav razumem, skoraj malo ali pa kar po naključju. Skratka, ne gre za to, da bi te stara Vera klicala desetletja in da bi pol kot krono enega od svojih mnogih filmov naredila to, kar si zmeri želela, ampak je bilo bolj kot ne naključje, pa si potem staroverce, kot si rekla v enem intervjuju, posvojila kot potepuške mačke. Daj nam povej, kako je prišlo do tega filma? Res je bilo naključje in to je bilo eno žalostno naključje. Ta film bi moral delati Aleš Verbič. Imela sta načrt Verbič in Medvešček, skupni načrt, da bosta ta film delala. No in potem je bil scenarij že narejen do neke mere. Ne. In potem je umrl Medvešček, naslednje leto pa še Aleš Verbič. In potem je mene producent, ki je bil takratni producent tega filma, videoprodukcija Andrej Kregar poklical in je rekel, Ema, daš pa ti to delala. Ne? In smo jaz rekla, Andrej, pa jaz do takrat za staroverce sploh vedela nisem. Ne? No, ampak sva imela z Andrejem dolgo zgodbo, ker on je meni omogočil, da sem vse svoje filme delala z njegovo pomočjo. Sem pač pristala, ne. In ko sem jaz začela to knjigo brati, sem se zgubljala, mi je bilo žal 100-krat, da sem mu obljubila, da bom to delala, ker to je tako obsežna tvarina in bolj sem tisto knjigo brala, manj sem vedela, kaj bi zdaj jaz iz tega ven potegnila, ne. No in potem pač, ne, 2 meseca sem se s tem ukvarjala in ko sem imela strukturo postavljeno, potem je pa začel laufati, ne. Ampak do tega sem pa zelo težko prišla, ker se mi je vzela, vsaka zgodba se mi je zdela pomembna in vsake zgodbe bi lahko napravil film. Je bilo pa tako v tej knjigi, ki ima skoraj 600 strani, včasih je na eni strani so 3 zgodbe, ne, in kaj zdaj ven iz tega potegniti, ne. No in potem sem pač potegnila to, kar ste videli. Ona, Čantanje, se reče Čantanje, sem si prav zapomnil. Čantarjenje, ja. Čantarjenje. Ja. Mislim, ta zgodba, za katero si uporabila animacijo, pa si dala še nek dodaten, se mi zdi, spin zraven in tako naprej, to je noro. A so fantje Močeradovc pili, ko so to pripovedovali? Pojma, ja, neki so sigurno pili, zdaj, če so Močeradovc, to ne vem, ne, ja. Ne, ko sem jaz prišla do te zgodbe, sem dobila pa veselje. Sem rekla, zdaj pa, da bo nekaj smešnega, ne, ker v bistvu je ta celotna tvarina je tako malo težka, ne. Včasih celo zelo težka, ne. In se mi je zdelo, da bo to malo razbil to težo te tvarine, ne. No in potem zdaj, da bi pa mi to odigrali, to je itak nemogoče odigrati in potem sem pa začela razmišljati, če bi mi to napravili pa risanko, ne. No in potem je nastala ta risanka in se mi zdi, da v redu malo popestri, ne. In predvsem sem jo pa dala noter zato, ker sem bila totalno fascinirana nad njihovo domišljijo. Kako so oni zgodbe pletli, ne. Izjemna domišljija, zajbancija, super, ne. Ja. Drugačen je ta film od vseh tvojih filmov, ki smo jih videli prej. Na več načinov je drugačen. Mogoče še čisto produkcijsko, če nam poveš, to mislim zgleda, super zgleda, fenomenalno zgleda, ampak to ni bilo po mojem lahko. Kako ste našli vse te lokacije? Si predstavljam, da nekatere so odročne, čeprav razumem, si včasih sama s kamermanom šla, pa sta vzela kamero v rudzak, pa sta hodila, pa tako včasih vas je bilo veliko. Skratka, zagotovo ste imeli ljudi na terenu, lokalce, ki so pomagali. Kako je to šlo? Ja, to je bil pa en človek, en fant Silvo, ki je bil od Medveščku prijatelj. Ona dva so skupaj hodila po teh prostorih. Ker če jaz njega ne bi imela, jaz lahko tam 4-5 let blodim, pa ne bi nič vedela, ne. Ker v bistvu ti kraji so zelo skriti in nimajo nikakršnih označevalcev, ne. Zdaj, kako bi to vedel, ne, da je tam to bilo, ne. Razen Babje jama, ne. Pa ta grapa Doblerca, ostalo pa ni nič, ne. Tako da mi je Silvo pomagal, da smo te prostore našli, ne. Ja, ekipa je bila zelo oskubljena, mislim, za interijere. Tam smo čisto filmično pristopali, ne. Tam smo imeli vso tehniko, kar je bilo treba od luči do, ne, vsega.
za eksteriere, ki pa prevladujejo, ne, to pa ja, jaz snemalc pa še en fant, ne, in smo sami trogali po tistih ribih, ne, ker je bilo zelo malo denarja, ne. Koliko časa je trajalo snemanje? Približno. A misliš po dnevih? Ja. Tako, vse skupaj, koliko časa se snima? Ja, dnevih, najprej smo posneli ene interijere še z mislijo, da bo producent VPK in televizijski denar, ne. No, potem je pa ta firma šla v stečaj in vse skupaj v vodo padlo, ne. In jaz sem bila nadvesela, ker zdaj mi pa tega ne bo treba delati. Res neka, hvala Bogu, rešeno sem, ne. No, mi smo pa že posneli te interijere tam, veš, Črnovakto pa te fante v kleti, ne. Po mi je pa le nekaj, me je pa grizli, ker sem jaz ljudem obljubila, da bojo dobili honorar. In seveda, risanka je bila že tudi narejena, ta me je še najbolj žrla, ne, da temu človeku ne bi mogla to plačati. No, potem je bil pa razpis na filmskem skladu za celovečerne dokumentarne filme. In jaz sem prijavila, ker itak mi ne bojo dali denar, ker mi ga nikoli ne dajo, ne. In sem dala en tak scenarij z napakam, mislim, kar nekaj sem dala, vse denar, itak ne bo, zakaj bi se matrala, a ni hudiča, dobim jaz ves denar. Edina. To pomeni, da je ta film moral biti narejen. Tukaj so te že ujeli, staroverci. Ja. Tja zdaj hodijo samo še zjale, je rekel eden od stricev Medveščku za to babjo jamo, potem, ko je bela kača že šla ven, ker je bil prostor oskrunjen. A je to na nek način simbol tega časa, ker staroverstvo je ravno zaradi Medveščkove knjige pri nas postalo v zadnjih 10 letih izjemno priljubljeno in privlači različne skupine ljudi, ki v njem najdevajo različne stvari in tako naprej. Ti si do tega, čeprav razumem, rečeš New Age staroverstvo kritična? Zdaj kritičen ne morem biti, ne, ker ga ne poznam tega New Age staroverstva, ne, ampak meni se zdi to, kar je Medvešček zbral, se meni zdi en zaklad, en etnografski zaklad in danes je staro vero, se mi zdi totalno mim, ne, ker ti ljudje pač, okej, vse je lepo, da gre v naravo, ne, to nič ni slabega v tem, ne, ampak to naj ostane tam, kjer je. Ker večina teh ljudi, ko se to gre potem v mesto, uporablja vse dobrobiti civilizacije, ne živijo tako, kot so staroverci živeli, v skladu z naravo, ne, z odnosi, kot so jih včasih imeli, ne, vsak za sebe nekaj grebe. Tako da, ja, jaz mislim, jaz nimam nič s tem novim staroverstvom, ne, in ne, da ga ne odobravam, nimam mnenja o tem in se mi zdi, kaj svemno, mislim, to je za spoštovati to, kar je tam napisano in naj tam tudi bo, ne. Mirt, kako pa so tebe duhovi staroverski priklicali in kako so se znašli v tvoji kriminalki z naslovom Medsočje, ki je šla 2 leti potem, ko je šla Medveščkova knjiga? Je tudi neposredno Medveščkova knjiga vplivala na te? Ja. Ali pa ima tvoje geografsko poreklo, ti si namreč Goričan, tudi s tem, kaj veze, so te ti duhovi že kot najstnika se dotikali prej ali kako je bilo s tem? Imel sem izkušnje, recimo temu izkušnje z staroverskimi duhovi, ko še kot najstnik, to je bilo v prejšnjem stoletju, si morate misliti, pač v 90-ih, ko smo kot najstniki hodili pač prenočevati, si razširjati zavest z raznimi psihodeličnimi substancami, od gob do fenomenologije duha, od Hegla pa Baudelaireove poezije in podobnega in smo pač večkrat prespali na bregovih Soče ali pa na Diže in tam se pač vsakdo, ki je prenočil kdajkoli v gozdu, ne v koči v gozdu ali pa šotoru, ampak na prostem, ve, da se po noči dogajajo res čudne stvari, ne. In mi je ta izkušnja ostala iz tistih 90-ih zelo pomešana še z eno storijo, ko sem zelo oboževal, pa jo še vedno, in to je z TV serijo Twin Peaks, za katero se mi je vedno zdelo, da bi mogla biti posneta v dolini Soče, ne.
In zato, ker ni bila posneta v dolini Soče na meji z Italijo, ampak v zvezni državi Washington na meji z Kanado, sem potem čez dolga leta takrat pač tudi so se mi poklopljene določene stvari, dobil sem v dar to nevidno stran neba od Medveščka in so pač neke te 3 koordinate, nek tročan je bil tle na delu, no, da sem spisal to Medsoče, v katerem sem uporabil nekatere elemente zelo prosto, literarno, zelo domišljijsko, ne. Me je pa prijetno presenetilo potem, ko sem naprimer naletel na recenzijo romana natanko na spletni strani Staroverskega društva, ne, ki so ga tako rekoč vzeli za svojega, ker noter imam recimo na začetku protagonist najde zgodovino tega izmišljenega kraja Medsočja, ki je en odlomek, je dobesedno povzetek iz Simon Rutorjeve knjige o zgodovini Tolminskega, ne, kjer je pač namesto inkvizicije, ki pride v Kobarid in izruva lipo in zazida studenec, ne, kot ta 2 simbola staroverstva, pridejo pač v Medsočje in to naredijo. Tam je tudi en čuvar hidroelektrarne, ki je pač zdravilc po vseh koordinatah zgodbe, ki sledijo, in nenazadnje detektiv sam tako v Del Cooperovskem slogu uporabi tročan kot enega izmed ključnih indicov za razrešitev pač tiste uganke in skrivnosti, ne, ki je pač del vsake, se mi zdi, detektivke, to je tisto, kar detektivko žene naprej. Ampak ta mogoče bolj še en kratek stik, tako posrečen kratek stik se mi je zdel pa navezaven na Emin film, ne, ki je v bistvu to mojo željo iz tistih časov resničil. To se mi zdi, da je soški Twin Peaks, ne. Mislim, z veliko elementov od tega, da če se spomnite, se začne z umorom, ne. To je edini pravi začetek za pač detektivko in veliko več teh elementov pač se nazbral, mislim, mogoče sem samo jaz, ampak v Kruhu za pokojnega, v katerega dajo češnje, nisem mogel ne videti cherry pie-ja, ne, iz samega Twin Peaksa in tako naprej, mislim, veliko teh elementov, tako da tudi z tega vidika hvala Ema za ta film. Mi smo morali obljubiti, da ne bomo predolgi, ker je pač tukaj res že večer. Sicer s tem, ko so nam dali stole, jaz sem mislil, da bomo stali, si niso naredili dobre usluge, ampak že zdaj sprašujem za to v publiko. Je kakšno vprašanje za naša gosta, kakšen komentar? Roko gor, pa tam zadaj imamo nekoga. Lep dober večer, upam, da se me sliši. Najprej globoke čestitke za film, moram reči, da sem navdušen in zelo hvaležen, da sem si ga ogledal. Bi pa podelil 2 stvari, no. Ena, kot prva, odpira se mi morje misli v bistvu za nadaljno filozofsko debato o vsebini filma. Ampak glede na to, da izviram nekako iz okolja Ptuja, sem se v bistvu spraševal ob ogledu filma tudi to, zakaj je ta fenomen staroverstva lokacijsko omejen na Posočje, ne? In kot ekolog in nekdo, ko se pač ukvarjam z varstvom narave, sem pomišljal vmes, da pa vas sprašujem za mnenje, da morda je eden od pomembnih vidikov ta, da v bistvu celo to območje, ki ste ga prikazovali, zaznamuje izjemno mogočna narava, a ne? In ljudje, ki so tam živeli, so v bistvu čutili eno strahu spoštovanja do narave. To mislim v pozitivnem smislu, a ne? Ampak eno strahu spoštovanje. In izjemno lepo se mi zdi prikazano tam, kjer je tista skala in bela žena in v bistvu rečejo, da pomoč bo ponudena tistemu, ki bo prosil zanjo. Se pravi, tudi če pogledamo malo v psihološkem smislu, človek, ki pokaže svojo ranljivost, človek, ki pokaže, da ni vse mogočen, da je samo en vezni člen celega ustroja. In v bistvu res navdušen sem. Čestitke. Ja, mi je zelo všeč, da ti je všeč, ne?
Ja, to lahko rečem, ne? Ker to v bistvu ni dokumentarc. Ko eni so imeli probleme, da sem premalo razlagala, pa ne vem kaj. Jaz sem rekla, jaz bom napravila film. Ker kako mi je zdela dokumentarc, če v bistvu nič o tem ne vem, pa nimam koga kaj vprašati. Jaz sem se zanašala samo na knjigo in knjiga je v bistvu kot en roman se bere, no? S 500 zgodbami ali pa še več zgodbami, ne. Tako da jaz sem se držala, tu ni niti ene moje reinterpretacije vsebine. Vse je, kakor je v knjigi zapisano, ne. In sem rekla, zdaj, vse so že delali dokumentarce o staroverstvu, ne, in to so bolj tiste kamne nosili, pa ne. Pač jaz sem filmski človek, jaz pač temu se reče igranje dokumentarca, ampak meni se zdi, da to ni dokumentarc, ne. Ker, če si dobila Vesno za najboljši dokumentarc, pol nekaj že malo ga je na tem, kako? Ja, ker treba vse nekaj vse v predalčka dati, ja. Tako da jaz sem potem začela, ne, ko sem jaz to knjigo brala, me je glava bolela, mislim, meni se je bledlo od teh zgodb, jaz sem brala, nič vedela, ponovno brala, zapiske delala v glavnem, zgubljala se tam na 2 meseca in potem sem se pa odločila, pozabi na dokumentarc, deli film. In sem napravila film. Zdaj, ne, eni imajo pripombe, ne, nekdo je rekel, da je preveč temen, ne, nekdo drug je rekel nekaj drugega. Pač filmov je toliko, kar je gledalcev, ne, tako da jaz sem pač napravila, kar sem lahko in decid, ja. Tudi napišeš korektno na samem začetku, da gre, ne vem, dobesedno se nisem zapomnil, ampak zgolj, to je, kar vidite tukaj, to je iz knjige Medvečkove, ne? Ja. Je pa res, da vsak izbor, in tukaj je res izbor iz nekega zelo obsežnega korpusa materijala, je že na nek način ne reinterpretacija, kot si lepo rekla, ampak interpretacija pa je, ne? In ti tvoji poudarki tukaj noter, ki so dosti jasni, nekih ostije. Meni, naprimer, še en citat mi je ostal, naprimer pravi, palica zgnije, beseda pa v človeku ostane. Skratka, to neko nenasilno, ne samo vzgojo, ampak nasploh odnose v skupnosti in tako si poudarjala. Edino nasilje, ki pa je pa črna vahta ga poosebla, je pa nasilje proti tistim nasilnim sovražnikom. Ki je pa tudi upravičeno, ne? Ja. Ne, se to sem izhotila, bolj način življenja, ne. In potem sem pa seveda to, kar meni moja etika govori, to sem jaz izbrala, ne. In zato sem tudi poudarila tam, da deklica ni dobila dreventa ob rojstvu, ne. Pač to, ker ženske so bile zapostavljene, ne. Tako to je res, ne. In tudi tam pri splavu, to sem rekla, to moram dati noter, ne. To si, ja, druga neka rdeča nit, ki se lepo vidi in tako, ki si jo vrhunsko pokazala. Je pa res, da pa je po tej pač interpretaciji mati bila tista, ki je nesporno in avtonomno podelila ime svojemu otroku. Sam noter je tudi veliko zgodb takih, da te kar strese, ne, nasilje nad ženskami. Ki pa si jih spustila, jih nisi vključevala. Ne, ker se mi zdi, da sem s tem dovolj povedala, da so bile izločene, ne. Kako je pa zares bilo, pa ne vemo. To je, kar je zapisano, ja. Še kakšno vprašanje ali pripomba? Tisti filozofski del, jaz sem ga slišal tam zadnji, ampak si ne upam vprašati kolega Mirta, ker so nam res zabičali, da ne smemo biti predolgi. Je pa še neki priložnosti, pol tam mogoče ob kakšni kapljici. Mirt, koliko minut? Ne, mislim, ne, bom zelo kratek, pa bom samo na en del in to na ne filozofski, ampak na mogoče ekološki del, da se mi zdi kar ironija, ne, da je ta Soška dolina z vso naravno lepoto, ki je tudi svojim strahospoštovanjem, kot se izrazil, porodila pač staroverstvo, ki je vendarle neka ideja sobivanja človeka z naravo, da je ta Soška dolina pač bila predmet zelo tudi trdega civilizacijskega postopka, ki je porodil med drugim tudi eno izmed najhujših ekoloških katastrof v Sloveniji, v sodobni zgodovini Slovenije, mislim seveda sosežigalnico Anhovo z vso zgodovino cementarne, ki je poprej prihajala, ne, in zgodbe ljudi, ki so pač tam živeli in tudi druge dejstva pač pričajo, ne, da to ni izoliran primer samo na Anhovo in okolico, ampak da je to tako kot sama Soča, ki teče dol v dolino, teče tudi v
obe Gorici, ne, ki so, kot verjetno veste, letos Evropska prestolnica kulture, ki si kot eno izmed svojih stebrov zadaja biti zelena, a hkrati se je znašla v položaju, da mora nasloviti tudi to zelo nelagodno zgodbo, zelo smrtonosno zgodbo teh krajev. Ne. In hoče reči samo to, no, da tako kot tudi staroverstvo ima svojo hrbtno plat, recimo v izločanju žensk in podobnega, ima tudi ta naravna lepota z enkrat, ko daš človeka seveda v enačbo, svojo hrbtno plat v zelo neekoloških zgodbah, ki smo jim pač pričali. Ena roka, če se ne motim, Anžima. Živijo. Jaz imam eno vprašanje za Emo, oziroma dve vprašanje, ki se bolj nanašata na lokacije snemalne, in sicer teli interjerji, ki so posneti v domačijah. A so to realne domovanja teh pričevalcev in če ja, a se spomnite katerih? Ena lokacija je bila v Ljubljani. Aha. Ta klet, ker so ti možje noter. Jaz imam tule za železniški muzej eno delavnico. In tam zraven je lepo podrta delavnica in jaz sem tam okoli hodila in vidim, da ima ene stopnice in se šla smo pogled in je ena obokana klet. No in smo mi te prizore kar tam posneli, ne? Ker teh starih hiš v Posočju ni več. Je samo ena, tam, kjer je ta sodni postopek, on v Mušnico, ne? Ja, ko je Mušnico požaral. To je pa hiša Krtovše v Gorenji Trebuši. Ta hiša je pa zaprta že več kot 100 let. In je točno taka, seveda je bila polna, ker zraven gradijo novo hišo in je bilo to vse zabasano s cementom pa s starimi deskami, tako da so mi to hišo pospravili, pa malo nabrali okoli, mislim po hiši. Vse, kar je tam vidno, je vse iz te hiše, ne. Tako da smo tam ti sceno priredili, tam je ta kuhna, kjer je ta medežnica, ne, čara, smrt, pa ta obred sodbe, ne, je tam posneto. Potem kako se že tisti dolini reče, ker sem že tudi pozabila. Nasprot Zakojce je una hiša, kjer, ko grejo ven, mi smo posneli del za mizo v Ljubljani, ko pa grejo tile Črna vahta ven, smo posneli pa tam v Zakojški dolini, ne. No, potem je pa še ena hiša tam, ko je ta scena s kruhom, pa ta posla, kjer je abortus, to je pa od spodne Idrije greš gor nekam v ene hribe, no tam je pa tudi, tam je bila pa ta hiša. Tako da dve hiši sta bili avtentični, ne, ostalo pa... Ko že tako demistificiramo, zdaj to so te pol zakulisja, daj nam še zaupaj, koliko vlog si odigrala ti osebno v tem filmu? Ja, vse ženske. Ja, ker denar je bilo mas nekaj, zato ne rabimo igralke, ne. Ja. Pa kira igralka bi na drevo plezala. Ja. Če dovolite, samo še eno mini vprašanje glede lokacije. Ja. Čist na začetku je ena scena, ki so gore, pa en zelen plato, pa en gospod je. Aha, to je pa na Mangartu. Ja, na Mangartu je to. Hvala lepa. Ja, ja. Mogoče še kakšno vprašanje, pripomba, misel? Tle spredaj imamo, v drugi vrsti. Torej, jaz sem Toni, drugač, najlepša hvala za res izredno filmsko doživetje. Moja prva misel, poleg tega, da je pač film fenomenalen, je bil takoj ta temačnost, ki jo je že nekdo omenil, ne. Te vizuali so vsi nekako na nek način taki vlažni, turobni, umirajoči. In tudi glasba, ne, ni nič, da bi dvigovala tega duha, ne. Vsa zadevščina nekam tako tišči navzdol in sem prepričan, da to ni slučaj,
da je to bilo nalašč na ta način predstavljeno, pa me samo zanima, v bistvu me zanima, ali ste dejansko celo zadevo tako doživeli, ali se je to sprot, ta temačen, ta turoben vizual pojavil, pa potem glasba na to. Ja, to ni bila racionalna odločitev, sigurno ne. Pač, ja, jaz sem si to tako predstavljala. In tudi ta glasbenik, ko je glasbo delo, jaz njemu to, ker on je iz Praga, to je filmski skladatelj iz Prage, ker že leta skupaj delava. Jaz mu nisem nič sugerirala. On je dobil scenarij preveden, ga je prebral in potem je on čisto avtonomno glasbo že naprej pisal, potem je pa prilagajal v procesu montaže, je on potem malo prilagajal glasbo sliki. Jaz se zanimiv to, ker kako, naprimer, jaz ne vidim to nič temačno, ampak jaz ni tak človek, v bistvu je rada žuram, drugače v bistvu filme delam pa bolj težke, pač, ne vem, mislim, da je pa slika vlažna, je bilo pa veliko megle in hvala Bogu, ja. Ker se mi zdi, da je bilo boljš, ker če ne bi bilo toliko te mal, bi rekel, ni autofokus, ampak je meglica delala mal autofokus, se mi zdi, da to paše na to, ker če je bilo vse jasno, je to tukaj in sedaj, tako prezentno, to je pa mal enega odmika, Tako da na koncu sem bila, najprej sem preklinjala, ker ni bilo sonca, potem sem bila pa vesela, da ga ni bilo, ja. Še kakšno vprašanje, pripomba? Jaz tudi čestitam za film. Bi vprašala pa, če so vas mogoče kaj te izduhci in duhovi in to kaj pri snemanju spremljali, čeprav po moje vas itak vedno pri snemanju filma, ampak tako, če so kakšni taki posebni doživljaji bili. Si kaj sanjala? Ko smo šli na pivo. Ja, na neki ravni bi lahko rekli, da ja. Pa ne z dukci, ampak ta privrženost ljudi, kogarkoli smo srečali, vsi so pomagali, noben ni hotel nobenega denarja. Res, tako lepo sprejeti, ko smo bili tam, pa se ne spomnim, res, brez problema, vse so napravili. Edin ta gospa iz te hiše Krtevša nas je malo zabavala, najprej rekla, da ja, potem se je pa premislila, potem sem pa jaz šla na filmski sklad, pa sem rekla, napište mi, pa dajte državni štempel gor. Ko so nas capile, videli, tam se ne verjame, si mislijo, ko si pa ti grejo. Zato niso hoteli nobenega denarja. Ne, ta ga je dobila. Ta je bila edina, ja. Ampak se ni veliko zahtevala. Tako da moram reči, da snemanje je bilo izjemno naporno, ampak izjemno lepa izkušnja. In jaz še v življenju nisem dobila tako lepega honorarja, kot pri tem filmu. In to je bilo 1 leto pa pol po teh hribih bandati in se fajn imeti, ja. Tako da denar je nepomemben, je bil res izjemen honorar. Še tle spredi je bila ena roka, v 3. vrsti se mi zdi. Ja, dobro večer, jaz sem Agata. Jaz bi pa se vrnila nazaj k temačnosti. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, staroverstvo precej jemljajo kot iluzorno, tukaj je bilo pa vse fajn, Ko so ljudje živeli z naravo, tam je bilo pa vse lahko, Ravno tako so imeli težave med sabo, ravno tako so imeli težave in mi je všeč, kako je v tem filmu prikazano tudi ta temni del, da ni bilo samo lepo, kot kar mi radi idealiziramo to življenje takrat, Tako da sem vam res hvaležna, ker je bila taka realna slika, kar se mene tiče, kar jaz doživljam, ker prihajam en del z tistih koncev in v tistih koncih je precej teže. Namreč 1000 let tega pokristjanjevanja je tudi na te ljudi vplivalo in
se jaz stresem zdaj, ker čutim to energijo. Tako da zato je mogoče tudi toliko teme v tem. Hvala, toliko bi se vam zahvalila. No, res, meni je bil res všeč film. No, me veseli, ampak se strinjam, ja, seveda. Zdaj, če sam to pomislite, ne, ta revna zemlja, odrezanje od sveta, tam je malo luči, sonce zaide, ne, par mesecev je sam par ur sonce, ne. Sigurno je bilo težko življenje, ja, tako da to ni kaj idealizirati, ne. Pa še pokrastinevanje, ne, to je bilo pa pol pika na i, ne, da so jih še fajn, ne, s križem po glavu. No, ampak da ne bomo na to noto končali, rabimo vsaj še eno vprašanje ali misel. Ne? Nam je všeč ta temna? No, še to bi rada rekla, ne, da v bistvu vsi ti rituali, noben od teh ritualov ni opisan. Je samo površinsko, tako da dobiš malo občutka, ne, tako da nič ne veš, v bistvu, ne, kako so ti rituali zares potekali. Ne. In to je meni osebno tudi ena od stvari, ki so mi zelo všeč v tem filmu. Skrivnost se večkrat pojavi, to pa ostaja skrivnost. Ne? Že na začetku, ko imamo to kozmogonijo in tako naprej, ne? Imamo te plasti svetov in potem so zvezde in tako naprej, potem tam biva Nikermana, potem je pa tisto zasvetje, ki je in za človeka zmeraj bo skrivnost. Skratka, ta del, da je ena razsežnost bivanja ljudem preprosto nedostopna, mislim, da si ga zelo subtilno, brez da bi predavala, ampak si ga lepo v film dala. Jaz se v bistvu ta zgodba na začetku vse pove, ne? Ta mitična zgodba, ne? In vera je skrivnost, vera ni deklarativno neki, ne? Ker je tudi osebna, vera je v bistvu v osnovi je itak osebno, ne? In osebno je tvoje in drugi ne vejo, ne sme vedeti, tudi ni potrebe, ne? Ja, pa tudi sam nikoli ne veš do konca, ker človeku ni dano, da bi v tem smislu skrivnost, se mi zdi, ne? Mislim, imamo o vzduhcih pa po smrtnem življenju, se mi zdi, razpravo malo podaljšalo v nedogled, ampak sem hotel vendarle še dve zelo praktične konstatacije, eno glede te temačnosti, nekaj mi samo potrjujejo v mojem prepričanju, da to je Twin Peaks, ne, vključno s tem noir pod tonom in da je to rezultat zelo praktičnega dejstva, da to pač dolina Soče, saj če ste obiskali in preživeli kakšen dan v njej, lahko hitro vidite to, ko je Aleš omenil, in to je, da tam pač sonce posveti, ko pride čez gore in zaide zelo pozno zjutraj in zelo zgodaj zaide potem, ne, tako da je dejansko ta skandinoar že skoraj vzdušje, ne, po številu ur sonca, ki ga tam ustvarja. In drugo na noto vzduhcev, no, pa, da ne bi bil vseeno predolg, ne, se mi zdi, da hodi z roko v roki ta revival, recimo, če temu lahko tako rečemo, staroverstva, ne, New Age, kakor si ga imenovala staroverskega, da se romanticizira neko predkrščansko religijo, vero, ki pa vendarle ima s krščanstvom veliko skupnega, med drugim tudi to idejo ali pa problem, ki izhaja iz krščanske ideje nesmrtnosti duše, oziroma v staroverstvu kot idejo pač tistih posmrtnih, ne, če smo, kako bi rekel, religiološko natančni, ne, tistih, ki se ne reinkarnirajo v izbrana bitja, kot so metulji in tako naprej, ne, tavajo po svetu kot te duše brez telesa. Ne. In to je v bistvu zelo star, tudi scholastičen problem, s katerim se med drugim ukvarjal Immanuel Kant v svojem zadnjem spisu, preden se je lotil pisanja Desetletnega molka, tekom katerega je spisal Kritiko čistega uma, in se je lotil nekega švedskega pač mistika, Swedenborga, zato, ker so njegovo filozofijo primerjali z Swedenborgovo. In stična točka je bila natanko ta, da so v Kantovih argumentih za nesmrtnost duše videli paralelo z Swedenborgovimi argumenti za obstoj duhov. In Kantov ultimativni argument, si bom hitro, ampak lej, si me vprašal. Ste videli, zakaj sem rekel, da filozofija pol zunaj ob kakšni kapljici?
Kantov glavni argument je bil pač ta ideja nesmrtne duše, krščanska ideja nesmrtne duše ima vendarle neko moralno regulativno vlogo in to je, da ljudi spodbuja, da so boljši na tem svetu, zato ker vendarle obstaja tista, kakor tudi že perverzna ideja onostranskega kaznovanja in nagrajevanja, ne, za razliko od ideje duhov, kjer pa se postavi to razmerje med nominalnim in fenomenalnim svetom, med našim notranjim duševnim svetom in zunanjim pod vprašaj. In od tukaj mogoče tudi ta skrivnostnostni draž, recimo te starovirske. Ta teden se je začel semester, veliko kondicije še imamo po zimskem izpitnem obdobju. Če bi bilo to čez 3 mesece, bi bil bolj utrujen in ne bi toliko predaval. Ja, v tem filmu se vidi zares, da imamo krščanske koncepte, s katerimi poskušamo razumeti staroverstvo. Ne? Nismo krona stvarstva začne in tako naprej. Skratka, vse vidimo skozi pač 1000 let je seveda več in tako naprej. Ne? Meni se zdi, kot da je velik del razloga za to, da danes so te teme spet tako strašno popularne. Ja, Medvešček je seveda to zbral in s to knjigo spodbudil, ampak da živimo v času, ko se nam zdi, ko izgleda, da nam ta svet, naš naravni svet, nam pred očmi zares se nam prihodnost topi, izginja. Tako čutimo, ne? Sploh zdaj, ravno kar z novo ameriško oblastjo in tako naprej. Ta svet, kot da nam prihodnost beži, pa da se tudi zato oziramo nazaj in seveda idealiziramo tisto, kar naj bi nekoč bilo mnogo, mnogo boljše, kot je danes. No. Jaz to tako razumem. Če ni več kakšnih... Ali imamo v Sloveniji še kakšno staroverstvo? Imamo različna in jih imenujemo z različnimi besedami. To je tudi mogoče odgovor tam, najprej je bilo dobro vprašanje, zakaj samo v Posočju, vse ni samo v Posočju. Ne? France Belk je napisal 1930 knjigo z naslovom Umirajoči bog Triglav in je popisal del teh stvari, ampak je popisal bolj tiste, ki se vežejo na slovanske bogove. Ne? Medvešček pa je v tej knjigi zbral veliko teh šejk in navad in običajev in mitov, ki naj bi bili avtohtoni temu prostoru. Ne? Imamo še po drugih delih Slovenije razne poskuse, spet izumljanja mnogokrat starih mitov in tako naprej. Kar nekaj skupine, ki poskuša keltsko dediščino negovati in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Problem je, ker nimamo zanesljivih virov. Ampak to ni, skratka, znanstveno je to velik problem. Ampak Ema je večkrat že sama rekla, niti Medveščkova knjiga ni znanost, moj film tudi ni znanost, a je tako? Ja, moj film je film. Vsak film je pa v bistvu laž. In če to ni dobra zadnja misel za ta večer, potem ne vem, kaj je. Ema Kugler, Mirt Komel in hvala našemu mestnemu kinu, Kinodvor, brez katerega bi bilo življenje v tem mestu veliko manj prijetno. Hvala lepa in lahko noč.